vrti, pa se urno zavrti, ob kozačnih se glasi i domaće viže. Kaj govori za domaće viže, meni žico drugim ne, ti domaće viže. Pa se bavim enole, da mi sižejo srci, da imam ih rad na se, ti domaće viže. I domaće viže, naj zapoje na več glas. I domaće viže, naj otiva od gora, čez deželo do morja, saj Slovinec rad ima. I domaće viže, saj Slovinec rad ima. I domaće viže. Pevska skupina Trta vas lepo pozdrava, za dobro jutro vam bojo zapet pa mojo pesem. Lunca z neba zasijala, skupaj šla bova vidva na put. Ti oči mi bo široko podala, jaz objel te bom, draga dobro. Jaz objel te bom, ljubica vroče, i poljub mi boš dala sada. Kar bilo je takrat nemogoče, se nikoli več ni bom rad. So dolgo noč, mi v prsi srček nagaja, poprek poljan, srce mi ljubci uhaja. Morda takrat se bo najina želja spomnila, poprek poljan, skupaj šla bova vidva na pot. Kako vodu. A ja tema košno. Spremembe тоже. Zasijala, skupaj šla bova vidva na pot. Ti moči mi boš roko podala, jaz objel te bom, draga toplo. Jaz objel te bom, ljubica vroče, i poljub mi boš dala sladan. Kar bilo je takrat nemogoče, se izpolni več ni bom rad. So dolgo noč, mi v prsi srček nagaja, poprek poljan, srce mi ljubci uhaja. Morda takrat se bo najina želja spomnila, poprek poljan, skupaj šla bova vidva na pot.
želja sklonila, Koprivc Poljan, skupaj šla bova midva na pot. Dobar dan. En lep, toplo spomladanski pozdrav vsem zbranim na zboru članov Društva diabetikov Posavja in pozdrav namenjam vsem članicam in članom društva in seveda našim gostom. Zbor oziroma taka srečanja so priložnost za druženje, za izobraževanje in za delo. In delati bomo začeli takoj sedaj, ker se bomo mogli odločiti, če hočete. Drage članice, spoštovani člani in vsi naši prijatelji, gostje, ki ste se udeležili današnjega zbora članov Društva diabetikov Posavja. Moram reči, da sem zelo vas vesela in dobrodošli. Danes bomo naredili kratek, poglobljen pogled v delo društva za leto 2018. Želimo si vsi, tako upravni odbor kot nadzorni odbor in tudi sama, da boste lahko v zaključku današnjega dopoldneva prinesli zaključek, da smo delali uspešno. Žal veste, da sladkorna dobiva vse večji razmah na tem svetu in nič drugače ni tudi v Sloveniji. Vendar lahko trdim, da člani se zelo pogumno soočamo z njo. Kar pa je zelo pomembno, je to, da smo povezani, močnejši in da kvalitetno zastavljeni programi, ki jih izvaja društvo, nam omogoča, da jo lažje obvladujemo. Vesela pa sem, kar je še bolj pomembno kot samo izobraževanje, čeprav je to izrednega pomena, je pa to, kar je že povedala gospa Ika v uvodu. Pomembno je, da se družimo, da s takšnimi drobnimi spoznanji, s prijaznostjo osrečujemo drug drugega in smo opora drug drugemu. In danes bi vam rada povedala, da imamo oporo, neizjemno oporo, tudi v zdravstvenih ustanovah, ki delujejo v Posavju. To je Splošna bolnišnica Brežice in zdravstveni domovi Brežice, Krško in Sevnica in seveda njihovo osebje, ki nas zdravi in pa tudi izobražuje na različnih delavnicah, predavanjih in zato smo jim neizmerno hvaležni. Prav tako smo hvaležni občinam Brežice, Krško in Sevnica, ki nam zagotavljajo finančno podporo, pa tudi moralno. Danes žal z nami nista župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, zaradi obveznosti in pa z nami prav tako se je opravičila ni direktorica Splošne bolnišnice Brežice. In ne nazadnje ne smem pozabiti na razna podjetja, ki delujejo v okviru Posavja. Eden izmed podjetij je Elmont Krško, ki je posebej usmerjen v delo našega društva in namenja kar izdatne, bogate donacije. Ravno tako so naši zavezniki tudi NUMIP, pa podjetje Pirnar, pa HES, pa termoelektrarna Brestanica, pa zavarovalnica Sava in še bi lahko naštevali. Se pravi, imamo okoli sebe tudi podjetja in ustanove, tudi šole so tisti, ki nas podpirajo, da društvo deluje tako dobro, kot deluje. In ne nazadnje je tu še krovna organizacija Zveza društev diabetikov Slovenije, ki pa povezuje, ne boste verjeli, da smo zelo močni, 40 društev po vsej Sloveniji. Mi smo eno najbolj močnih društev in tudi predstavnika zveze, podpredsednik gospod Alojz Rudolf in sekretarka Špelca Rudolf sta se opravičila, ker je gospa Špelca zelo zbolela,
snoči, tako da ima žal, da danes niste z nami. Da pa ne bom predolga, čakajo nas tako ali tako poročila, bi rekla tako, drage članice in člani, svetujem vam, da nadzorujete zdravim načinom življenja svoj sladkor in pa ostanite nam zvesti tako in radi prihajate k nam na naša srečanja, ki se bojo zdaj kar bogato zvrstilo v naslednjih mesecih. Vse dobro, želim pa vam, da bo današnji dopoldan prijetno, ne samo skozi poročila, ampak tudi v družabnosti in medsebojnem pogovoru. Hvala. Ja, gospe in gospodje, v imenu delovnega predsedstva se zahvaljujem za, sicer ne vem, ste že glasovali? Ne. Pa sem pozabila na pravo delo. Se pravi, če se strinjate s to našo krasno delovno delegacijo, dvignete roke in na ta način, ja, množično smo izvolili naše delovno predsedstvo. Hvala. Ja, v svojem imenu in v imenu dveh članic se zahvaljujem za zaupanje in mislim, da bomo današnjo delo s vašo pomočjo uspešno pripeljali do konca. Ker moramo imenovati nekatera delovna telesa, je izvršni zbor pripravil en predlog, in sicer verifikacijsko komisijo Rudi Malnarič in Olga Kolarič, potem pa še za overitelja, zapisnika se je že imenovana, in pa Slava Andrič za overiteljico in Branko Inžur. Dajem predlog v razpravo. Želi kdo razpravljati? Nadomestni predlog? Nima. Dajem predlog na glasovanje. Prosim, če glasujemo. Hvala lepa. Se pravi, tudi te organe imamo. Sedaj pa prihajamo k naslednji točki, to so poročila. In najprej poročilo o delu društva podala naša predsednica Darja Mančuka. Prosim. Tako pa smo pri delu, torej lanskem, kaj smo vse v društvu naredili. Razmišljala sem, da bom kratka, da ne bom brala, zato sem strnila po točkah. Olga, jaz bi tebe prosila, samo malo, če se odmakneš. Mislim, da si ti tista, ki notiš. Tako. Kot veste, smo v enakem času, lansko leto, to je bilo 17.3., imeli zbor članov, na katerem smo sprejeli načrt dela in ga tudi potrdili. Bilo je tudi krasno predavanje, tako kot danes se tudi v imenu svojim zahvaljujem prejšnjima predavateljicama. Lani pa je to čudovito upravila naša draga Danica Ostanek, ki je tudi z nami tam zadaj. To je profesorica zdravstvene vzgoje, merila vam je sladkor, pa če še komu ni bo še, pa ima tudi sabo aparatke za merjenje sladkorja in ona je tudi naša predavateljica na naših delavnicah. Torej, tudi to je del poročila in hvala ti. Lani je bil z njo Žiga Papež, on pa je bil športni trener in sta nam zelo lepo prikazala temo telesna aktivnost in diabetes. Hvala, Danica. In skozi leto, se pravi, upravni odbor in nadzorni odbor vestno sledili izvajanju programa, tako da smo lahko rečem izvedli vse, kar smo si zadali. Udeležili smo se 23. državno športno-rekreativnega srečanja, ki so ga pripravili Društvo diabetikov Novo mesto in sicer v Dolenjskih Toplicah. Moram reči, da je bilo odlično organizirano in da smo se udeležili tega srečanja kar s 31 člani, ki so se vključili vsaj eno športno dejavnost, smo pa se večina odločila za krajši ali daljši pohod in dobila tudi priznanje.
Vedno sodelujemo v tednu Rdečega križa in sicer v Brežicah in Sevnici, kjer se naše društvo predstavi stojnico z meritvami krvnega sladkorja in pa z raznimi izloženkami. In tu bi se rada ekipi Sevnice in pa ekipi Brežic ter medicinskemu osebju zahvalila, da so to več kot odlično opravili. 9. junija smo se odpravili na pot, na ekskurzijo v Prekmurje. Uživali smo v Vulkaniji, če vam je poznano za geološko zbirko. Ogledali smo se tam v muzej, podoživeli potres in če kdo ni bil, vam predlagam, da se tega udeležite, če boste imeli kdaj priliko sami. Kar pa smo še tudi na tem izletu dokazali, da se diabetiki znamo pripraviti na pot, da smo v sabo vzeli vsa zdravila in tudi hrano, da bi slučajno se nam ne zgodila kakšna hiba. Ogledali smo si še zeliščarstvo Kolarič, krasno turistično domačijo Rožengrunt v Slovenskih Goricah v Sveti Ani, tako da smo zadovoljni prišli v večernih urah domov. Društvo pa največ dajemo na predavanja in učne delavnice. Mi vemo, da permanentno izobraževanje vsakršnega človeka, ne samo bolnika, je tista osnova, s katero lažje živimo, se lažje soočamo z raznimi težavami, ki jih nam prinaša sladkorna bolezen in jo tudi s tem primerno lažje obvladujemo. Imeli smo kar 7 predavanj in 9 delavnic. Temam pa smo posvečali od prehrane do gibanja, do stresa, do sproščanja. Pokukali smo v svet zeliščarstva, potem smo se poglobili v nego nog, na delavnicah izdelovali kreme za ožilje in pa za nego nog, tako da s tem bomo tudi nadaljevali, čaka pa vas kar nekaj še zelo zanimivi delavnic in predavanj in vas vabim, da se jih udeležujete. Pred kratkim smo imeli tudi o demenci, verjetno jo bomo ponovili v letošnjem letu, tam septembra, ker je odmev bil velik in ni bilo toliko naših članov, ker smo se pridružili društvu za osteoporozo. Potem smo vedno tudi soudeleženi na dnevu bolnikov in invalidov občine Brežice. To je bilo 25.10. v Mladinskem centru. Tam smo se med mnogimi društvi občine Brežice predstavili tako stojnico, opravili kar 120 meritev v tako kratkem času in pa delili revijo Sladkorna in pa zloženke. To bomo ponovili tudi v letošnjem letu, se bomo pa potem ustavili pri načrtovanju dela za 2019. Zelo ponosno pa lahko rečem, da smo odlično opravili državno proslavo. Meni je zelo žal, da člani niste bili udeleženi na tej, ker to je na državni ravni, ker je 40 društev, so prišli samo predstavniki društev iz cele Slovenije. Ta prireditev je bila 10. novembra v Posavskem muzeju Brežice, kjer smo pripravili izredno lep kulturni program, kjer smo podelili priznanja tako šolam kot društvom po Sloveniji, ki so bili organizatorji določenih srečanj in na kar smo še posebej ponosni, so si za nas vzeli čas. Predsednik državnega zbora Dejan Židan, minister za zdravje Samo Fakin, bivši, zdaj imamo že novega, potem si je vzel tudi poslanec Igor Zorčič, župan občine Brežice Ivan Moran, potem tudi predstavnici občine Krškega in Sevnice, pa moram povedati, da tudi našteto drugih raznih podjetij, predvsem pa veliko zdravstvenih delavcev Posavja. Tako da smo
to nalogo več kot odlično opravili. Tako smo dobili tudi pohvalo iz protokola in bom s ponosom rekla, da je bil kulturni program tako lep, da si ga želijo, da bi ga predstavili tudi v parlamentu. In čakamo, kdaj nas povabijo. 7-dnevni program zdravstvene vzgoje, to je že utečena stvar. Če se spomnite, smo na lanskem občnem zboru in predlanskem potrdili, da Strunjan je vsekakor ena najboljših destinacij in lanskem letu se je ta 7-dnevni dogajal med 18. in 25. novembrom in kar 44 članov se je udeležilo tega programa. Imeli smo tudi 2 odlični vodji, to sta bili naša Slavica in pa Mija, tajnica, in analiza anket, ki so jo upravili udeleženci, so s to destinacijo zelo zadovoljni. Tudi v letošnjem letu se bomo pa pogovarjali potem, ko pridemo do programa. Zelo ponosna pa sem, da vsako leto obiščemo težje obolevne ali invalidne sladkorne bolnike, ki še vedno želijo biti naši člani, žal pa zaradi svoje bolezni se ne morejo udeleževati naših srečanj, zato jih obiščemo. Kolikor težko pridemo do podatkov, ali sploh lahko vse tiste, ki bi jih želeli, zato tudi vas prosim, če poznate kakšnega vašega prijatelja, da je član našega društva, pa da je onemogel, da nam date njegov naslov, da ga ne spustimo v prihodnjem oziroma v tem letu. Omogočili smo tudi 10 članom pedikuro, ki jo izvaja diabetološka ambulanta v Brežicah, izvaja pa jo naša medicinska sestra Irena Dretiček in tudi letos bomo zagotovili, če poznate koga, ki bi potreboval in bi želel, da mu društvo subvencionira oziroma plača to uslugo, prosim, sem naslov, na katerega se lahko obrnete. Zelo pa sem tudi vesela oziroma smo veseli, da so pohodniške skupine zelo zaživele. Imamo jo v Brežicah, imamo jo v Krškem in imamo jo v Sevnici. Vodja brežiške pohodniške skupine je gospa Zvezdana Koren, krškega gospod Andrej Petan in pa sevniške do letošnjega leta je bila to Ivana Krajnc, letošnje leto pa bo prevzela vlogo gospa Olga Kelnerič. Kar pa je najbolj pomembno, prej smo že slišali, kako pomembno je gibanje. Veste, kaj pa je zelo pomembno, tudi jaz sem član Brežiške. To naše prijateljstvo, ta socializacija, ta sprostitev, ko se pogovarjamo, ko se izmenjamo izkušnje, nas še bolj bogatijo in jaz imam kar en občutek in koliko poslušam tudi ostale, smo postali kot ena prijetna družina. Vabim vas, da se nam pridružite tudi ostali. V Brežicah se zbiramo vsak četrtek, zdaj, ko je še bolj mrzlo ob 9, pri blagovnici Brežice. Ko bojo malo toplejši dnevi, bo to ob 8, imam prav, Ivana in Rudi. V Krškem, Andrej, se dobivate tudi ob četrtkih ali petkih? Na Ribniku, ob kateri uri? Pridružite se jim, prosim. In v Sevnici, Olga? Ob 8. Pri športnem domu. Pri športnem domu. Po telovadbi, tako, šole zdravja. Super. In še zaživelo je tudi telovadba v Mladinskem centru Brežice, zato vas vabim, to vam bomo zdaj, ko boste dobivali razno vabila za delavnice, pa športno srečanje, pa izlet, vam bomo tudi to dopisali. V Mladinskem centru imate od 4:30 vsako sredo, od 4:30 do 5:30 in vljudno vabljeni.
To je šola zdravja. Smo se priključili in veliko članov se je v Brežicah, čujem tudi v Krškem, priključilo zdravi šoli vsako jutro ob 7:30, ki deluje po celi Sloveniji. Gledališko predstavo smo dali kot darilo za novo leto, ne samo članom, ampak tudi svojcem članov in pa nasploh lokalni skupnosti. Gledališka igra je imela naslov Matildi stop prepovedan, moram pa s ponosom povedati, da je ta avtor te igre in pa režiser naš član, gospod Rudi Mlinar, ki je danes tudi z nami. Tako da smo ga naprosili, da tudi v bodoče kaj napiše in vas letošnje leto tudi tam nekje okoli decembra. Pomagamo pa tako, da organiziramo avtobusni prevoz, da omogočimo tudi Sevničanom in pa Krškemu, da lažje pridete, ker vemo, da imate težave marsikdo s prevozom. In lani je bila ta udeležba strani Sevnice in Krškega izredno dobra in hvala vam. Mreženje. Moram povedati, da se kot društvo mrežimo kar z nekaj društvi po Sloveniji. Tako smo navezali stike in pa srečanja z Velenjem, potem Škofjo Loko, najbolj pa se nekako mrežimo z našimi sosedi iz Novega mesta. Žal smo jih danes pričakovali, pa jih ni, ampak ponavadi pa se izmenjujemo, mi gremo na njihov občni zbor, na njihova srečanja, delegacijo samo, oni pa pridejo k nam, tako da bomo tudi s tem nadaljevali. Pohvalila bi sodelovanje z diabetološko ambulanto Splošne bolnišnice Brežice ter pa zdravstvenimi domovi Brežice, Krško in Sevnica, kjer nam zagotavljajo zdravljenje naših članov, predvsem pa so nam izredno močen suport strokovni za izobraževanje, omogočajo nam predavatelje, ki izvajajo predavanja in pa delavnice. Posebej smo tudi, moram izpostaviti, ustanovi, to so šole, s katerimi društvo zelo dobro sodeluje in kot veste, smo edino društvo v Sloveniji, ki povezuje vse učence in dijake osnovnih in srednjih šol Posavja, ter apeliramo, da se vključijo za tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni in za te, ki se udeležijo na državno raven, organiziramo prevoz, se pravi 2 avtobusa, kjer pride preko 100 udeležencev, se pravi tam nekje 90 tekmovalcev in pa njihovih mentorjev, zagotovimo prevoz, zagotovimo malico in napitek. Predvsem pa je ta osnovni pomen, da že pri mladih začnemo razvijati to razmišljanje zdravega načina življenja, da potem oni najprej to apelirajo na sebe in pa potem v okolico, v kateri živijo. Zelo kvalitetno je tudi sodelovanje z Zvezo društev diabetikov Slovenije. Ti nam zagotavljajo za predsednike ali pa za ožji odbor posvete. Potem preko zveze dobimo sredstva preko FIHA in pa tudi dobi se 5-krat na leto revijo, zelo kvalitetno, v kateri imate nešteto informacij, ki vam lahko pomagajo pri boljšem obvladovanju sladkorne bolezni. In na zadnje še povem, da spletna stran društva je aktivna, za njo skrbi naš gospod Davor Lipej, ki danes tudi snema in vse, kar se dogaja, pojdite na njo, to je naslov www.diabetiki.posavje.si. In da ne pozabim, da smo zelo veseli, da sta z nami vsakič tudi naša fotografinja, gospa Danica Rožman,
ki ovekoveči naša srečanja in jih tudi pridno obešamo na spletno stran, ali pa izdelamo albume in jih pa vam bomo pokazali na srečanju v novembru. Z nami je tudi vedno gospa Natja Jenko Sunčič, to je novinarka Posavskega obzornika, ki nas obišče in opiše kar nekajkrat na leto, kaj delamo, kaj počnemo in da smo tako lažje prepoznavni v ožji in širši okolici. Hvala torej vsem trem za prijaznost, da si vedno vzamete čas in ste naši. In če bi pogledali še, koliko je bilo opravljenih ur, bi rekla takole, 1930, kar se tiče ur vezanih na program in 530 vezanih na delovanje. Rada pa pripomnila, da v teh urah niso vštete ure večerne, ko se pišejo vloge, poročila, zahvale, vabila, ko se urejajo, tako da lahko rečemo, da k tem 2460 uram prostovoljnega dela lahko dodamo še najmanj 1500 do 2000 ur in zato mi dovolite, da se zdaj na tem mestu res od srca zahvalim svojemu upravnemu in nadzornemu odboru. Večina jih poznate, Branko ste že spoznali, ki je tak kulturnik s srcem in dušo, naša in pokriva, in to je prostovoljstvo tako, naša Ika, medicinska sestra, ki je ne samo strokovna, ampak se vidite, da je uporabna povsod, če svojega sina njenega sina uporabimo, da nas tehnično podpre, da nam je lažje. Da ne govorim o moji tajnici, ki je leva in desna roka pri teh raznih pošiljanjih in vsem tem. Darinka, ki prihaja redno na sestanke in je tudi medicinska sestra in pripomore. Ravno tako Toni, ki je podpredsednik in priskoči, če je treba karkoli uredi. Olga je sicer nova članica, ampak se je že izkazala v teh in pa gospa Nada. Nada, mi pomagate, kako se pišete, ko ste nova? Cegler. Ja. Ivana je bila pa tako pridna in bomo pa potem razložili, zakaj se je poslovila, ampak naša članica pa ostane. Zdravstvene težave pa naš Ivan, bomo pa potem dorekli v nadaljevanju, ko bomo naredili spremembo članstva v upravnem. Torej, upravni, tu je še naša blagajničarka, ki je ne zamenljiva in je treba kar veliko večerov preživiva, da tole narediva. Da ne govorim o Olgi, ki sem jih hvaležna, da opravi vsa ta nadzor, veste, ona je predsednica nadzornega odbora, in smo veseli, da je to temeljito upravljeno, da imamo mirno, da lahko spimo, da vse poteka tako, kot more. Pri tem mi zelo pomaga Slavica Andrič, ki je tudi na vseh drugih področjih velika pomoč. Dajte mi pomaga, da ne bom Anica Rimčeva, Mihev Mira, ki pa je žal odsotna, tudi te dve dekleti, trudite se in pomagate po svoji moči. In pa tu je tudi naš Rudi, ki je pa postal in me je malo olajšal koordinator za kulturo in on tako pridno vse ovekoveči preko dopisov oziroma člankov in jih pošilja tako sladkorno, da kdaj kaj preberete in pa v Posavski obzornik. Mislim, da je to strnjen pregled našega dela, vi pa boste ocenili, kako uspešno je bilo. Sem pa vesela in najbolj ponosna na vas, da si vzamete čas in danes ste nas res razveselili, ker ste prišli tako velikem številu. Hvala vam.